Se pravi, kot sem že povedal, smo se mi na to temo skušali z zavarovalnico že zadnje pol leta usklajevati. Določati pravzaprav, kateri so ti strokovni materiali primerni, ki bi nadomestili amalgam. Moram povedati, da tudi Svet evropskih zobozdravnikov zadnjih 3 leta intenzivno išče primerne nadomestne materiale, kateri so tisti tudi strokovno, ki so mogoče primerljivi z samim amalgamom. Vendar mi do tega sestanka z zavarovalnico nismo prišli. Odločitve v smeri, da je kompozit edini alternativni material, so lahko strokovno zelo sporne. In bi lahko pomenile uporabo amalgama pri otrocih še naprej. Zato, ker direktiva pravi, da tam, kjer pa je strokovna indikacija, da se ne more narediti kompozitnega materiala, da se še vedno lahko naprej uporablja pa amalgam. Mi menimo, da obstajajo ti materiali in da kompozitni material edini, ki bi lahko nadomestil amalgam. Mislimo, da v teh pravilih vsaj je potrebno omogočiti s šifranti, da se lahko uporablja tudi druge materiale, ki si jih običajno v ambulantah že danes tudi uporabljajo. Glavni problem, kar pa sedaj vidimo z uveljavitvijo recimo belih zaliv, pa da dejansko finančno te stvari niso ovrednotene tako, kot bi mogli biti. Mi govorimo o časovnih stroških v ambulanti za izdelavo belih zaliv in pa o materialnih stroških. Neke projekcije smo sami že delali, ampak to je zdaleč od tistega, kar smo slišali od zavarovalnice skozi medije. Stroški so bistveno večji. Se pravi, pravzaprav v teh pravilih OZZ gre pravzaprav samo za prepis direktive Evropske unije, brez finančnega učinka. Kot sem rekel, je lahko sporen kompozit v transplantacijnem sektorju in se pravi, ni zadostnih finančnih sredstev za pokritev stroškov novih materialov. Največji problem, katere pa danes zobozdravnike v bistvu spravlja zavarovalnica, je pa to, kako ugotoviti, katera mama je noseča, kako ugotoviti, katera mama je doječa. Nobenih kriterijev za to ni. In tudi mi v tem trenutku nimamo nobenih vzvodov, kako pravzaprav to preverjati. In zmeda, ali pa bomo rekli transparentnost tega v tem trenutku, je zelo problematična. Kdo pravzaprav lahko dobi belo zalivko, kdo pa ne more dobiti. In pravzaprav je spet dana ta odločitev na zobozdravnika, da bo to presojal. V pravila OZZ smo predlagali, da bi končno tudi vključili nujne in neodložljive zobozdravstvene storitve. Zakaj? Ker pravzaprav te v sedanjih pravilih sploh niso definirane. Mi imamo samo 103. člen, kjer govori, da nujno medicinsko pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve potrebe za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja, nenadno bolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Konec. Mi smo definirali pravzaprav, kaj so nujne zobozdravstvene storitve, brez njih je ogroženo življenje ali se bistveno poslabša obstoječe stanje. Se pravi, ko pride do krvavitev, recimo močen pulpitis, bolečina, je potrebno odprtje zoba, pride do abscesa, je treba absces drenirati in tako dalje. Je cel seznam. Hkrati pa smo definirali neodložljive posege pri akutni težavi, ki odpravljajo akutno težavo ali preprečujejo slabšanje zdravstvenega stanja. To pomeni odkrušena zalivka, ki jo danes na prvi pomoči ne delamo, ampak pacient dobi datum. Skelenje zob, izpad mostu, zlom proteze. Za vse te storitve danes pacient gre v čakalni seznam in čaka, da pride na vrsto. Tega se ne opravlja. Mi s to dikcijo pravzaprav skušamo, tako kot je ministrstvo v triažnem postopku definiralo stopnje nujno zelo hitro in podobno,
upeljati še eno, kot neko zelo hitro stvar, da mi lahko te čakalne sezname dodatno vpišemo paciente prej za te storitve, kot pa da čakajo vse te 3, 4, 5 mesecev, kakor so čakalne dobe za konzervativo. Kajti te storitve so res nujno, so neodložljive. Odgovora tudi na to nismo strani zavarovalnice dobili. Ali bojo to vključili, ali ne bojo. In naš predlog je izključitev fiksne protetike kot pravice. Fiksna protetika predstavlja pravzaprav v pravicah OZZ-ja en velik trikotnik. Ob neki resnejši obsežni fiksno-protetični obravnavi pravzaprav zobozdravnik porabi toliko časovnih enot teh točk, da mu teden ali dva celo ne bi bilo potrebno delati, da izpolni svoj program. Alternativa obstoječemu številu programov in zagotavljanju večje dostopnosti. Ja. Če ohranimo fiksno protetiko, pa da se razumemo, zobozdravniki želimo upravljati čim večje število storitev za paciente in omogočiti najkakovostnejše zobozdravstvo. Ampak, če to ohranjamo, v redu, vendar na drugi strani je potrebno zagotoviti toliko in toliko programov, da se bo celokupni ordinacijski čas za dostop v javni zdravstveni sistem zobozdravstva povečal, da bomo mi lahko te storitve upravili in da ne bojo pacienti čakali na to protetiko ali na konzervativne storitve. Kajti zgodi se nam, da pravzaprav pri pacientih, ki čakajo na osnovne storitve, ne dobijo teh storitev, kot je enostavno izdelava zalivke, kot je, ne vem, zdravljenje koreninskega kanala. V tem pa predlagamo pravzaprav, da bi se omogočilo čim večje financiranje snemne protetike. To bi pa v bistvu pomenilo, da, ker snemna protetika pa ni tako potratna po številu točk in časovnih obremenitvah, kar za zobozdravnika predstavlja to več ali manj odtise in bi dejansko ljudje dobili zobe. Se pravi, bi lahko jedli, ne bi bili socialno deprivirani in pa v končni fazi tudi dobili čas, da načrtujejo, kakšno protetično obravnavo bi si pa dejansko želeli. Se pravi, premostimo brez zobost. Okay. Toliko z moje strani. Zdaj bi pa dal besedo naprej. Doktor Gorkič pa čakalni seznami. Lep pozdrav. V bistvu osnovna pravna...